Živa Barbara, povej, kaj je sporočilo današnje parade? To geslo letošnjo je bilo pridem v vseh oblikah, izvorno iz Pride, oziroma pridem, prideš, pridete, skratka neko zavezništvo med bližnjimi, da tako rečem, ne samo v družini, ampak v vseh socialnih mrežah, ki jih pač imamo. Sicer pa tako kot vsako leto je parada nek spomin zlasti na stonewallske upore, potem tudi na vso zgodovino različnih gibanj za emancipacijo, hkrati pa tudi opomin, da če tudi mi smo že nekje, marsikdo še ni nekjer ali pa zelo na začetku. Recimo v različnih delih sveta ljudi ubijajo, zapirajo in mučijo samo zato, ker so geji ali lezbike, da o trans osebah niti ne govorimo, ker so v bistvu še danes pri nas nevidne. Verjetno kakor komu, po mojem pa itak obstaja eno univerzalno sporočilo za vse ljudi. Radi se imejmo, pa spoštujemo tudi drugega, sobivajmo sami sabo, drug z drugim in z naravo in to je to. Jaz sem mati razkritega geja 10 let in moram povedati, da sem razkrita tudi jaz. Slovenski družbi bi povedala to, da ko stopiš v javnost, šele spoznaš, koliko nesrečnih ljudi je v Sloveniji. In družbi bi dala prošnjo, da naj zagotovi takšne pogoje, da bo moj sin in vsi ostali, ki so istospolno usmerjeni, imeli enake pravice kot ostali. Želim si, da bi imela vnuka, da bi moj sin živel v takšnih razmerah, v katerih se ne bi potrebovali kot družina razkriti in se ne boriti za to, da bi bili sprejeti, ampak da bi bili čisto normalna družina kot vse ostale Slovenije. Letos je parada ponosa še posebej pomembna zaradi te grožnje po referendumu, sicer je pa pomembno vsako leto. Jaz osebno vidim eno izmed pomembnih stranskih ciljev parade to, da spodbudi ljudi, da se razkrijejo kot drugačni, torej od heteroseksualcev, lezbike, geji, transseksualci, karkoli že, in da nekako zaživijo eno odprto in življenje brez pretvarjanja. Je pa to seveda tudi zelo pomembno politično sporočilo, da se ne bomo pustili vsem tem manipulacijam, da smo tukaj tudi mi, državljani Slovenije, Evrope in da pač hočemo to, kar ostali. Ja, se mi zdi, da to, da vsi pridemo, pač v bistvu ta vključenost, ne samo, da se recimo, naprimer, na Facebooku polajkamo statuse, ampak da dejansko pridemo. Pač ne samo na parado ponosa, ampak tudi v vsakdanjem življenju se mi zdi bolj pomembno, da te akcije, ki jih prevzemamo, da za vsako akcijo nekaj naredimo zase in za svet ljudi. Sporočilo je tako, pač po mojem se vsako leto strpnost, da gre pač naprej, da gre vseeno Slovenijo, da se malo zmiga in da gre v prihodnost in da sprejme tudi drugačne in da sprejme nas. Jaz mislim, da je samo ena beseda, to je ljubezen. Ljubezen. Dobro. Ljubezen je ključ do, mislim, je vrhunac življenja in rabimo se ljubiti med sabo in spoštovati, kaj v zadnje čase ful manjka. In mislim, da ljubezen nima granice in da vse vrste ljubezen je nekaj najlepšega, kar se človeku lahko zgodi. Ja, meni pa parada bolj mogoče sama strpnost tukaj. Nekaj, kar bi rada parada sporočile, pač, da je treba biti svoboden, da se nekateri ljudje drugače izražajo, drugače čustva kažejo, da so tudi umetniki in tako. Se mi zdi, da je to sporočilo, da bi v družbi mogli biti malo več strpnosti. Pa da to ni parada samo za homoseksualce, ampak je parada za vse ljudi, ki jih je družba nekako dala na stran. Tudi Romi. Pač, se mi zdi, da naša družba še vedno nima nekega sočutja do človeka. No? In meni se zdi, da parada je v bistvu ena velika zabava, en lep srečen dan in danes tukaj je ful enih lepih ljudi, ki vse, kar hočejo, je ljubezen, tako kot je rekla naša Salome. Da ne bojo ljudi, kar hočejo, da bojo, da se ne bojijo ljubiti tistega, kar ljubijo, ne uživajo. Ja, mislim, da moramo biti vsi enakopravni, ne glede na to, kaj smo, kakšni smo. Mislim, da si vsak ustvari svoje sporočilo in glavno sporočilo je, da
da nas pride čim več. Glavno sporočilo je come out of the closet, come out to the open. Zato, ker imamo zelo veliko prijateljev v tej gejevski lezbični skupnosti in podpiramo to, da bi bili sprejeti kot enakopravni člani družbe. In smo rekli, da pokažemo, da ljudje, ko imamo družine in smo straight, to podpiramo. Da podpiramo to mladost, to prijaznost teh ljudi, pa ker imamo včero, ki je tudi tukaj zraven. Gre za to, da je življenje tako, kot je in tako, kot je ga moramo sprejeti. Ne moramo življenje narediti po svoje predstave, ampak mi se moramo prilagoditi temu, kar življenje ponuja. In to ni idealizem? To ni idealizem, to je realnost. It's my first Pride. I'm just curious to see what is a gay pride. It's difficult to be gay in a certain situation in Italy because being gay is seen non-normal thing by some people. But I'm accepted by my family and by my friends, so I'm happy. Na to parado sem prišla v podporo vsem gejem in lezbikam, predvsem, da pridobijo pravice take, kakršne imamo vsi ostali državljani. In mislim, da to je glavni vzrok. Prišel sem se zabavati, ljudje smo vsi enaki pred Bogom.